To 5 km prehodu, če grem vsa ta darila iskati. Le koliko je velika trgovina. Pa če grem polepil, tja, žarance sem. Sploh si ne predstavljam, da letam okrog s tistim vozičkom po celi trgovini. Imam rešitev. Še dobro, da imamo na testu ravno pravi stroj za tole mojo nalogo. Nekaj z zadnjim pogonom in samo 3,6 metra dolžine. In nekaj z enim najmanjših obračalnih krogov med vsemi avtomobili, novega Twinga. Tole mašinco lahko obrneš na vsega 8,6 metra. In to je hudo malo. Levo. Tale moj testni je turbo in ima 90 konjev, kar je veliko za avtomobil, ki tehta manj kot 900 kg. Oprosti, a mi daj še eno idejo? To ja. Lepo barvo je izbral. Ja. Super, hvala. No, ampak je tale motor vseeno čisto majhen, samo 3 valje ima in 900 kubikov, zato te trgovine ne bom posebej onesnažil. Aha, še tisle vzamem, potem pa ven. Celo 10 cm je krajši od prejšnjega Twinga, ampak je motor pametno skrit tule spodaj, sicer je potem prtljažnik nekoliko manj prostoren, predvsem je višji, ampak za vsak dan bo dovolj. No in tudi na zadnji klopi je dovolj prostora za 2 potnika, čeprav ni pa najbolj udobno. Ker je bil prvi Twingo tako zelo uspešen, drugi pa dejansko niti ne so pri tem tretjem nalogo vzeli z vso resnostjo. In zato je rezultat tudi tako zanimiv in raznolik. V tejle beli barvi s temi črtami je Twingo skoraj dirkaški, tak moški. V kakšni modri ali pa vijoličasti pa je to fin avtomobilček za gospodične. Še dobro, da so mi dali tega. Osnovni Twingo ima atmosferski motor, ki smo ga preizkusili in je za avtoceste prešibak. Tale pa tudi tam nima nobenih težav. V bistvu kar fino šiba takšen Twingo. Moti me le, da je vklop turbine tako opazen, zamik je preveč občuten in potem v kakšni koloni, ko boste velikokrat speljevali, boste ves čas cukali. In poraba je 7 ml pač prevelika. Aygo, ki ima sicer manj zmogljiv motor, ampak je vsaj po občutku podobno živahen, porabi vsaj 1,5 litra manj. Ni pa Aygo tako ukreten, še zdaleč ne. Se mi sploh ne da iti ven iz mesta, ker se mi tako fino zdi tukaj delati kroge. Ampak grem nekam na sonce. Drugače pa kljub zadnjemu pogonu tole ni dirkalnik, tudi občutka na volanu je za tak naziv občutno premalo, je pa za volanom Twingo prijeten. Sedeža sta kar dobra, volan fino sede v roke, je pa nastavljiv samo po višini in bi moral biti tudi po globini. No, ročica menjalnika pa me spominja na tisto iz prejšnje generacije Clio RS. Zelo natančen in kratek je menjalnik. Preglednost je pa tudi super, ker so stekle tako zelo velika. Hecno. Vem, da je obračalni krog tako zelo majhen, pa še vedno preveč zavijam. Ampak je progresiven, vsaj v teh boljših različicah, kar pomeni, da pri višjih hitrostih ni tako neposreden. Da ne boste na avtocesti pri izvozu še prehitro zavili in zapeljali v kakšen jarek ali pa drevo. Si kar predstavljam različico RS, za katero vem, da pride in upam, da bo imela izklopljiv ESP. To pa bo vrtiljak s to kratko medosno razdaljo. Twingov cenik se začne pri 8.900 evrih, ampak vam takšnega ne priporočam. Vzemite vsaj tale močnejši motor in potem boste dobili tudi bogatejši paket opreme. No, točno tale z najbogatejšo opremo stane 13.480 evrov, ampak je potem zelo zanimiv. Tudi z odlagališči, ki so precej samosvoje, ampak večinoma kar uporabna. Edina malce manj uporabna zadeva se mi zdi nosilec za telefon, ker prekrije polovico stikal radija. Imate pa potem lahko na tem telefonu posebno aplikacijo R&Go, preko katere lahko spremljate vse podatke potovalnega računalnika, motorne vrtlaje, navigacijo, glasbo, ni da ni.